V Murski Soboti odprtje razstave z naslovom Stemfluencerke. Krizno obdobje za koruzo. Sušna letina povzročila velik upad pridelka. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tudi danes smo z vami, da skupaj pogledamo v dogajanje v Pomurju. Na Slovenski ulici v Murski Soboti je potekala otvoritev razstave Stemfluencerke. Skozi razstavo so se predstavile znanstvenice, inženirke, programerke in raziskovalke, predvsem pa junakinje, ki s svojimi zgodbami in dosežki odpirajo vrata prihodnosti. Skozi razstavo Stemfluencerke, ki se nahaja na Slovenski ulici v Murski Soboti, bodo obiskovalce nagovorile znanstvenice, inženirke, programerke in raziskovalke in jih tako popeljale v svet barvitih zgodb ter izjemnih dosežkov. Kot so povedali v društvu Ona ve, te ženske vsak dan premikajo meje znanja ter dokazujejo, da je prostor s tem, tudi za dekleta, kjer je prostor za ustvarjalnost, pogum in navdih. Razstavo je organiziralo Združenje Ona ve in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Namen razstave je predvsem, da se spodbudi mlade, predvsem mlada dekleta, da se vržejo v te poklice inženirske, tehnične, matematične in v bistvu želimo na primeru vzornic mladim dekletom pokazati, da pač je vse dosegljivo, katerikoli poklic si ga izberejo. Kot je v nadaljevanju povedala Dežman, se na Združenju Ona ve ukvarjajo z združenjem strokovnjakinj. Namen združenja je predvsem ta, da so ženske bolj enakopravno zastopane v medijih in na dogodkih. Smo prepoznali, da je ta področje mogoče neenakopravno zastopan in tukaj so v bistvu dale pobudo podiplomske študentke Fakultete za družbene vede, ki so razvile to odlično idejo, kako bi do mladih pristopali s temu Stemfluencerke projektom, zato se tudi imenuje na tak mladosten način. In namen osnovni kampanje je dejansko promocija STEM poklicev. STEM je kratica za Science, Engineering, Mathematics, tako da je v bistvu znanost, tehnologija, matematika, tako da te poklice se promovira. Razstava je del širše kampanje za spodbujanje deklet k poklicem v STEM področjih, v katero se je vključilo 9 slovenskih inženirk iz različnih področij. Inženirke strojništva, meteorologije, biotehnologije, astrofizičarka, ki so vse različno vpete v ta svoja področja in so nekako bili pripravljene deliti svoje življenjske zgodbe, kako so se v bistvu odločile za te poklice, kako jih je njihovo okolje spodbujalo ali pa mogoče tudi ne in kaj nekako svetujejo in s čim navdihujejo mlada dekleta. Tako da ta razstava danes tukaj, ki se jo lahko ogledate in ki bo tukaj do 1. decembra v Murski Soboti, je nekako služi kot navdih, no. Tako da tudi za vsega, da si vzame kakšno dobro misel in ga spodbudi, da so vse sanje dosegljive. Kot je povedala Dežman, je izredno pomembno, da mladim ženskam pokažejo, da se lahko uspešno udejstvujejo na področjih, kjer v preteklosti niso bile tako zastopane. Vidnost je zelo pomembna zadeva. Če mlada dekleta ne vidijo vzornic v medijih, v učbenikih, potem ne verjamejo, da je nekaj res dosegljivo. Tako da, če vidiš žensko inženirko, če vidiš, nekako se mi zdi, da smo odraščali s tem imidžem znanstvenika, ki je bil vedno nek moški v neki obleki in mislim, da je čas za ženske vzornice, da tudi dekleta vidijo, da se lahko na to podajo. In zato so take stvari pomembne, ker vidnost omogoča tudi priložnosti. O začetkih združenja Ona ve v nadaljevanju predsednica Mateja Malnar-Štembal. Začelo se je tako, da smo začeli tudi na slovenski ravni ugotavljati, da na televiziji, v medijih, na splošno in na javnih dogodkih v glavnem poslušamo sogovornic pa ni nikjer. Zato smo se tega lotili, da jih ne samo, da jih poiščemo, ampak da damo strokovnjakinjam prostor, kjer se lahko predstavijo.
Tako smo leta 2021 ustanovili to združenje, ki je sicer združenje, ki obstaja na spletni platformi in na njej je trenutno 625 strokovnjakinj, ki so pripravljene deliti svoje znanje v medijih, na dogodkih in so tudi razdeljene po področjih in po svojih življenjepisih, tako da v bistvu lahko potem vsak pogleda za določeno področje, recimo obramboslovje, in potem kontaktira to strokovnjakinjo in jo povabi. Zato smo s to kampanjo šli v lokalna okolja, kjer v bistvu poznaš sosedo, prijateljico, jo poznaš v bistvu v živo telo, ne? In je to si tudi lažje predstavljati, zato želimo ravno s tem projektom vzornic, da se vidi, kaj vse je mogoče. Kaj je Ljubko pripeljalo do inženirskega poklica? Tudi kot otrok sem si želela vedno ustvariti iz nič nekaj, ne? Mogoče ta moja domišljija, da to ustvarjam, je pa potem pripeljala do inženirskega poklica. Izzivi pri inženirskih poklicih, kot je povedala Vrteva, so vedno prisotni. Ampak so čisto normalne, tako kot jih ima vsak posameznik od nas, tudi v inženirstvu je čisto vse normalnega. Tako da nič ni nek bav, ne? Čisto vse normalno, tako da ni treba, da nekoga skrbi, a je za ta inženirski poklic ali ne, ker človek se lahko vse nauči, samo mora biti odločen pa imeti neko vizijo. Vrteva tako bodočim strokovnjakom sporoča. Naj sledijo svojim sanjam, naj so to, kar so, da se dosti ne ozirajo na okolico, na ljudi okoli njih, ampak naj poslušajo to, kar jih pač vodi naprej, in to je najbolj pomembno. Zato, ker se bojo oni odločili, to bojo počeli oni v življenju in noben drug namesto njih. Vrteva je obiskala osnovno šolo v Dranci, kjer se je srečala s tamkajšnjimi učenci. Obiskala sem osnovno šolo v Dranci in smo tam v prvem delu smo pač malo pogledali, kaj sploh delam jaz, kakšen je moj poklic, ta malo bolj teoretičen del. Skupaj smo čez igro ustvarili en učinkovit sistem za ogrevanje stavbe, njihove šole v tem primeru. Potem pa smo v drugem delu pa zašli v enem takem prepovedanem prostoru, pač toplotno postajo, in smo si tam pogledali, kako se njihova šola ogreva. O odzivih učencev Vrteva nadaljuje. Iskreno, jaz sem zelo presenečena nad mladimi, ki so pač danes, kakšno znanje imajo, kako dejansko razumejo ta svet, ker ko si predstavljam, kakšna sem jaz bila pri teh letih, lahko rečem, da definitivno nisem razmišljala na tej ravni. Tako da mladi imajo potencial, samo mi pa odrasli moramo znati tega potenciala tudi izkoristiti. Na otvoritvi razstave so se z glasbeno in plesno točko predstavili učenci osnovne šole v Dranci. Obiskali smo kmetijo Küčan v Tešanovcih in kmeta Franca Küčana povprašali, kako bogata je bila letošnja letina koruze glede na precejšnja sušna obdobja v času njene rasti. Kot pravi Franc, je letošnja letina koruze bila močno pod povprečjem. Poglejmo prispevek. S kmetom in dolgoletnim zagovornikom slovenskega kmetijstva, s Francem Küčanom, smo se pogovarjali o letošnji letini koruze, ki jo je močno zaznamovalo dolgotrajno sušno obdobje. Po njegovih besedah je bila letina izrazito slaba, pod dolgoletnim povprečjem. Kot nam je povedal Franc, na kmetiji obdelujejo 80 hektarjev zemljiških površin, od tega 4 hektarje travnikov, preostalo pa so njive. Več kot 1/3, okrog 30 hektarjev koruze, od tega je 2,5 hektarja trenutno za silažo, ker je manjše število živali. V bodoče bo to več za silažo, ker mislimo podkrepiti govedorejo. Ostalo je za zrnje, za trg, nekaj za miksiranje, za prehrano živali in pa se pravi svin in pa goveda, tako da večinoma je pa zdaj trenutno bilo kot tržno blago. O tem, kakšna je bila letošnja in povprečna letina poljščin v zadnjih 5 letih? Če smo pošteni v zadnjih 5 letih, če smo imeli tisto ta pravo, dobro letino poljščin, ostalo vsa leta so bila že prizadeta, ampak lansko leto, letošnje leto se to stopnjuje in bojim se, da bo se ta zadeva še stopnjevala. Sicer vsi živimo v upanju, da bo po tistem zdavem pregovoru 7 debelih ali pa 7 suhih krav, da bo zdaj prišle debele, da se bo začalo klimat popravljati in bomo lahko bolj uspešni pridelovalci poljščin,
ampak nikoli ne veš kaj. Letošnja letina je pa bila katastrofalna. Pomurje je letos, kar se tiče pridelave koruze, doživelo izrazito sušno obdobje, kar je povzročilo nizko rast koruze, slabo oprašitev in nepopolne storže. Čeprav so odkupne cene koruze letos višje, pa so kmetje zaradi nižjih hektarskih pridelkov in višjih stroškov še vedno v težavah. Moramo vedeti, da smo Slovenci mali igralci. Problem je tudi to, da v Sloveniji je živinoreje zelo malo. Se pravi, malo je govedi, malo je prašičev. Ti govedorejci oziroma ti prašičarejci v glavnem poskrbijo za sebe, poraba krmil je nizka in zato se v Sloveniji pojavljajo viške koruze. Tako da zaradi samooskrbnosti, če bi se pogovarjali, pri koruzi ne moremo trditi, je pa soseščina Hrvaška, Madjarska, ogromne površine in nižje cene kot pri nas. Tako da lahko bi kmet povedal na optimalno stanje, dokaj približno tisto, ne 100%, ampak kaj bi pričakovali na vloženo delo, pa na ves, če je tisti optimalni pridelek. Optimalni pridelek se pa začne po 12 tonah, med 10, 12, 13 tonah. To bi naj bilo optimalno in približno taka cena, potem je to pokrito. Če je pa to, kar se je letos zgodilo, 2,5 pa 3 tone na zelo sušni območji, ali pa pri nas 7, 8 ton, 9 ton, pa je strošek pridelave nepokrit in izguba se je normalno pojavila. Tako da pri koruzi smo nekje samo odvisni ali pa od tujega trga in tuji trg narekuje, vendar v večini primerov so naši kupci dobavitelji v Italijo. V Italiji so dobavitelji, če vemo, da Ukrajinci, Madjari, Hrvati, vsi so tam in ponujajo izredno nizke cene. Tako da enostavno na koruzi graditi ne moremo v bodočnosti. Razen koruza, govedoreja, se pravi, ali živinoreja ali prašičareja, ki je pa neka dodana vrednost in potem se lahko to uvrednoti više. Letošnji pridelovalni pogoji za koruzo so bili eni najslabših v zadnjih desetletjih. Letošnja suša je zakrnila rast in razvoj koruze. Sušno obdobje pa se po besedah člana uprave podjetja skupine Panvite Branka Virega iz leta v leto podaljšujejo, tako kot po pogostosti, kot tudi intenzivnosti. Kar se pa tiče zadnjih 10-12 let, pa opažamo, da je pridelava koruze na tem našem območju kar precej prizadeta, predvsem iz dveh vidikov. Prvič je to stalno pomanjkanje vode oziroma tako zvana suša. Še večji problem pa predstavljajo enormno visoke temperature, ki ne trajajo dan, 2, 3, ampak zdaj vidimo, da so že ti vročinski valovi nekako strnjeni v 5 do 8, 10 dni, kar povzroča dodatni stres rastlini, ki je že tako prizadeta od pomanjkanja vlage. Kaj meni Virag o letošnjih odkupnih cenah koruze v primerjavi z odkupno ceno v lanskem letu? Glede na to, da smo mi nekako v tej naši regiji zmeraj med prvimi, ki moramo začeti z žetvijo, je ta tržna ali pa odkupna cena, kot temu rečemo, zmeraj nekako na odprtem, ker vemo, da nekako v globalni sceni se še ni razvila prava tržna cena, mi pa moramo že praktično našim kooperantom, od katerih odkupujemo koruzo, seveda ponuditi neko izhodišče za poplačilo odkupljene koruze. Tako da je nekako vse kazalo, da bo nekje med 5 do 10 evrov dražja oziroma višja cena od lanskega leta. Ali ima država posluh za potrebe kmetov? Franc odgovarja. Država enostavno na trg cene normalno ne more vplivati. Lahko pa vpliva na odnose. Se pravi, odnosi pri pšenici, če malo povzamemo, ker je to močno povezano, bi lahko država spostavila druge odnose, ker nismo samo odskrbni in bi ministrico mogla boleti glava, če mi predelamo 40.000 ton pšenice za domače tržišče, vse ostalo nam odpotuje, da Slovenija porabi 150.000 ton, torej kje smo. Pri koruzi je to drugače, je pa res, da bi pa država mogla imeti več posluha za elementarne nesreče. Mi še danes ne vemo, ali bo letos država sploh upoštevala, da je bila elementarna nesreča suša,
ker suša je bila samo v severovzhodni Sloveniji. Če gremo okolico Celja, pa nižje, tam suša niso utrpele, oziroma nekaj malega še Dravsko polje. In država bi mogla odreagirati, če hoče obdržati kmetijstvo na določenem nivoju, če hoče obdržati določeno število kmetij, od tega živijo. Ampak če nam država ne skoči na pomoč pri pšenici, ki že 3 leta povabimo, opozarjamo, da delamo z izgubo, pa ni nobene reakcije. Bojim se, da tudi pri koruzi ne bo, če bo pa priznala elementarno nesrečo, vendar elementarne nesreče letos bilo več prijavljene. Bile so zgodnje pozeve, bile so ne vem kakšne druge zadeve in država žal ima denarja za vse druge neumnosti, pa rekam nikomur nič. Če kdo kaj dobi od države, je hvala vredno, vendar v prehranski verigi bi država mogla imeti skrb, samoskrbnost na prvem mestu, potem pa skupna evropska politika, pa vse ostale druge zadeve, ki jih tako z veliko zadevo razlaga, ampak če imaš sam svoje, potem si lahko bolj miren. Zaradi dolgotrajne suše se Pomurje sooča z resnimi težavami pri pridelavi koruze. Letošnja letina je pod povprečjem, ogrožena je preskrba s krmo in posledično tudi stabilnost cen na trgu. Kmetje opozarjajo, da bi morala država skupaj s skupno kmetijsko politiko čim prej uvesti ustrezne ukrepe, saj se drugače pomurskemu kmetijstvu ne piše nič dobrega. Gledalke in gledalci, pustimo odprto pot strokovnjakom za boljšo prihodnost jutri. Lep pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.